Še mogoče vprašanje? Jaz sem pa Maja in sem prišla sem v bistvu vprašati eno stvar, ki mi je ful pomembna. Veliko nas je, ko se zdaj trudimo okrog volitev. In sicer dilema je, ali iti noter v sistem, se umazati, pa ga probati spremeniti od znotri, ali je boljš od zunaj pač delovati. Vaš pogled mogoče na to. Ne vem odgovora, ker nisem tukaj, ampak meni je vedno govoril Taras Kermaven, da se vsaka, da se prenova zgodi v notrini. On mi je rekel, ja, lahko iti ven pa šimfati, ampak prenova se mora zgoditi v notrini. Ne vem, zdaj lahko o tem debatiramo 3 mesece, pa ne bom si jaz čisto nejasna glede na situacije, ampak je pa zelo, kdo stopi v to notrino, da ga drek ne bo zasmradil. Ne? Ampak to mora biti pa res prebujene osebnosti z jasnimi varovali, da kaj se zgodi, če dejansko vratajo kakor eni izmed ostalih. Drugače, začetek novosti, da lahko sproži alternativo, tudi jaz osebno ne vidim, ne da bi stopil v ta drek. Ne nazadnje, tudi Kristus se je inkarniral v štali, v dreku, v nemoči človeštva, v njegovi bolečini. In je tukaj prebudil novost, kot sveti, zdaj pa kako vi to morate pa vi zgruntati, ker tu si jaz ne bi upal reči. Povedal sem, kaj mi je rekel Taras, imam zgled pri Jezusu, kaj je on naredil, kaj boste pa vi v dani situaciji, verjamem, da vam bo vse, kar je v interesu Božjem, kozmičnem, kakor hočete, vam bo tukaj, vam bo stalo ob strani v vašem čistem namenu. Še nekaj, Slovenci imamo v bistvu dobre nastavke, se bom vrnil k Antonu Trstenjaku, njegovem razmišljanju oziroma najnem pogovarjanju. Slovenci smo, tako je rekel, mi hočemo misliti svojo glavo, ne? Zato imamo raznolikost misli, smo pa izjemno občutljivi. Ne? Nas lahko zelo hiter nekaj navduši, recimo šport, čustva ali pa razdvaja. Ne? Tudi narečja govori o tem, recimo Velika Rusija ima okrog 20 narečij, mala Slovenija jih ima več kot 50, ampak v nas je nekaj fantastičnega. Za kar bi pa rabili dobre voditelje. Mi znamo peti v večglasju harmonično. To pomeni, mi znamo raznolikost, pestrost, vi ste naštevali, kaj vse, upokojenci, ne vem kaj vse, ne? Znamo poiskati konsens, znamo poiskati, smo sposobni za to, kar je za skupno dobro. Če nas vodi dober zborovodja, ampak zdaj pa je pri večini zborovodij interes, da razdvajajo, da ustvarjajo disharmonijo, da vlečejo na svojo stran. To imamo tako otročarijo, ampak zakaj? Ker imamo take zborovodje. Če bi imeli pa zborovodje, ki bi rekli, pogledajte, ti ljudje so senzibilni, imajo pestrost misli. To je rekel, Trstenjak je tudi zapisal tam v Slovencih, je rekel, več miselnosti je bolj zagotavlja večje bogatstvo kot samo ena misel. Ne? Mi imamo to, ampak potrebujemo pa tiste, ki bodo znali to pestrost misli z upoštevanjem izjemne občutljivosti. Nas lahko takoj razločiš, takoj, ampak nas lahko pa tudi zelo hitro skupaj potegneš. Zdaj, kaj ti politiki sedanjih počnejo, vidimo. Ne? Potegniti v več glasje, ki najde skupne cilje, harmonijo, ne? Za odnosov do narave, do odnosov do vsega. Ne? V lučah poje celo 6-glasno, ne? Žetev. Ne? To znamo, mi zmoremo, ne? Ampak ravno v čem je bogatstvo, mi pa hočemo misliti raznoliko, zato nas hitro skregaš, pa še senzibilni smo. Ne? Potrebujemo zopet prebujene, bi rekel, skrbnike za javni blagor, ker meni bi reči nekomu politika je tako zlorabljena beseda, da Simona Weiss piše o preživelu, tudi ona pri sanjah je išla knjiga njena o preživelosti tega koncepta, zelo dobro. Ja, torej vaditi več glasje,
vrednotiti večglasje, ker ustvarja večje bogatstvo v harmoniji.